Tako začel vojsko, sem šel služiti do leta 82 v Srbijo, v Čačak, pa v Batajnici sem bil pri komandi. Bil sem pri protizračni obrambi. Takrat ni bilo še v vojski tega vpliva, bom rekel, političnega, kot se je začelo potem kasneje, ker jaz sem vojsko odslužil 83 leta. Se pravi, sem bil točno in sem bil statistike, smo imeli dneve preštete, 390 dni sem bil v vojski. In potem sem prišel domov, to je ne bom nikoli pozabil, sem prišel maja meseca, junija sem šel že v rezervo za 14 dni na orožne vaje, no. In potem se te orožne vaje sledile, bom rekel, ciklično, 5-krat, 6-krat, tudi 7-krat na leto. Bilo res polno tega. In sprememba se je začela dogajati pa po letu 88, takrat so začeli tudi njihovi oficirji, tako so imeli, mi smo tiskrat rekli za bezbednost, čez so to začeli v bistvu potencirati njihovo plat zgodbe. In zdaj pa mi smo pa to sprejemali, kakor smo sprejemali. Pri nas je bilo to malo drugače, ker smo spadali, nismo imeli, mislim, da bi imeli kot rezervno vojsko, ampak smo bili rezervisti vključeni v redno vojsko, ne. Tako da je bilo tukaj še slabše, v bistvu, da so lahko tu bolj nakladali, ne. Nisi mogel toliko samostojno se odločiti. Ker mi, ko smo prišli v rezervo, smo bili pomešani z navadnimi vojaki, odnosno s temi, ki smo bili pa na radarjih in teh zadevah. In to je to. Potem, če nadaljujem, začelo se je pol tisto obdobje po 90. letu, ko smo začeli se te spremembe dogajati, se začelo z neko tesnobo, ono tretje, potem, ko si videl, da bo tu koliko toliko šlo, smo bili že zmerno bili vzhičeni, dokler ni prišel ta famozni datum 26. junij, ker smo vsi čakali. In jaz se spomnim, jaz sem bil v službi, tisto jutro smo šli pač v službo normalno kot vsak dan. Smo prišli pa domov, smo se dobili pri Morelu, pri Jožetu, no, pri Coletovih smo rekli mi po domače, tam smo se dobili in smo rekli, ja, prav ta še gospod Štadiot, ki je zdaj že pokojen, je rekel, dajmo pa mi postaviti mlaj. Tank je že bil pred tolikimi leti. Z ozirom, da so bili takrat že tanki odzunaj, je vojska tudi patrolirala med Pivko in Ilirsko Bistrico po cesti, je bilo ogromno teh vojaških vozil. In vseeno nismo mogli po dnevi tega izzivati, smo se pač odločili, da gremo pri mraku in smo šli po teh naših gozdnih poteh, da smo prišli do Loz, tam, kjer so bile pač najlepše te smreke, da smo to v bistvu v nočnem cajtu vozili in tudi v nočnem času pol postavili to. Če se lahko še navežem, mogoče na tisti prvi dan, 26., ko so šli tanki ven, ne, takrat sem jaz bil še v službi v Postojni, sem bila žena dogovorjena, jaz sem doma iz Landola, tam pri Postojni, sem bila žena dogovorjena, da greva pač kaj nekaj na njivo delati, smo imeli še tam kmetijo. In jaz sedim v avtu pri Bolku, takrat je žena prišla z avtobusom iz Sežane, ki je delala v zdravstvenem domu. Pride gor in jaz berem časopis v avtu, ne vem nič, kaj se je dogajalo, normalno, ker tanki so šli čez Orehek, pa sam čez glavno cesto, pa v Lando pa čez, ne, ker je bila Rebrnica blokirana. In jaz berem časopis in žena reče, ja, Milan, tanki so odzunaj proti Landolu, ma daj no mi, kakšni tanki, ti že tanke vidiš, ki so že grozili, kaj bo, ne. In pol greva midva proti Landolu, res ogromno tankov, cesta razrita, samo do Landola so že stali 4 tanki pokvarjeni, pa prideva v Lando, cela vas odzunaj, normalno so jim mahali, pljuvali po njih in to pol je naraščeno tudi v zid zapeljal, da je podrl zid pred eno hišo. Tega se spominjam, tiste so šli ven, v bistvu iz kasarn na mejne prehode. Ja, jaz sem bil pol naslednji dan, ko sem bil v službi, so me pač prišli že v službo iskati, jaz sem bil takrat v službi na železnici, gor na železniški postaji v Postojni. So prišli in so me pač, bom rekel, mobilizirali na en način in od takrat sem bil potem do zadnjega dneva, ko je šel zadnji vojak, to je oktobra meseca, sem bil mobiliziran in sem bil v bistvu v službi na opazovanju za neba in na opazovanju, kaj se dogaja okrog kasarn, ker takrat potem, kakor vemo, je bil sklenjen ta moratorij, ne, ki je bilo že nekje dogovor, da bo šla vojska iz tega, samo so se še zmeraj dogajali določeni premiki,
in smo mi tu opazovali kasarne v Pivki, tam pač iz Orleka, in pa so nas pa preložili na Tabor in smo na Taboru bili kar 3-4 mesece. Smo imeli pa v bistvu kontrolo zračnega prostora in te zadeve. Naša naloga je bila, bom rekel tako, naša naloga je bila opazovanje v bistvu premikov, če se bi dogajali premiki v kasarni, to je bilo najbolj tisti čas, ki je bila še vojna v Sloveniji, ne? Kaj se je dogajalo v kasarnah in to smo pač gledali do hriba v Pivki. Drugače smo imeli pa opazovanje zraka, neba, da smo javljali, če se pojavili avioni, ker takrat ta radarski sistem ni bil še zgrajen, ker normalno vemo, da so imeli JLA, je imela kar dober sistem tukaj. Tudi jaz služil na njemu, samo tega je bil polno nemogočen, ne? In v bistvu smo bili prepuščeni sami sebi in smo v bistvu z osnovnim opazovanjem neba smo javljali nalete avionov in teh stvari. Ko smo bili opremljeni z radiopostajami, pač, no, začetka ni bilo, je bilo nekaj, bom rekel, komunikacijskega šuma, se je reklo, ne, potem se pa so stvari doterale, ker so bili tudi boljši aparati in te zadeve, tako da je lepo laufalo. Ja, bili smo na Orleku, pa na Taboru, na Šiljem Taboru, no, bi se reklo, no, tako, Šiljem Taboru. Tam smo bili stacionirani pol blizu Oddajnika, da smo imeli tudi dobre zveze in v bistvu tam smo bili, bom rekel, odvisni od ljudi največ, so nam oni res in kuhali in nosili hrano in pijačo in tako, da smo bili res preskrbljeni. Tako da smo malo zdaj tudi gor prespali in no, na Taboru je bilo v redu. Bom rekel, smo preživeli lepo, mislim lepo, koliko se je dalo, no. Mi smo imeli uniformo civilne zaščite, drugega nič, pištolo za oborožitev in to je to. In drugo nič, radiopostaje, daljnoglede in te stvari, ki smo jih pač rabili za osnovno opazovanje in drugo nič, iznajdljivost. Bili smo povezani s štabom direktno takrat je bil v Zagorju, v gasilskem domu, so imeli ta osnovni naš pokrajinski štab, potem pa direktno z Cerknico takrat še. Tako da smo njim javljali podatke, kaj smo mi dobili. Je bilo pa lepo slišati, ko so se to zmenili in smo vsi dobesedno, ko po vojski smo odštevali, kdaj bomo šli domov, tako smo tukaj delali kriste, kdaj bo prišel tisti 26. oktober, ne vem, kdaj je bilo točno zmenjeno, da gredo, smo tu čakali tisti datum, ki smo vedeli, tiskati bo pa tega konca in res potisnemo, naslednji dan potisnemo so nam našo mobilizacijo preklicali in pač smo šli nazaj v službe. Ves ta čas, te 3 mesece, nisem hodil v službo, pač sem bil tam na razpolago, no. Ja, rad se ga spominjam, ki je bilo, če reči, v bistvu smo mi dosegli tisto, ki smo dolgo časa čakali. Ne, zdaj morda smo mi bolj vpreženi bili v tukaj današnja mladina, ne, zdaj faljeno je, ker je tu v današnji mladini tu premalo pokazano, premalo povedano, jaz si mislim, da tu v šolah, ki se učijo, se mislim, da se učijo prepovršno, je pa bilo to za nas velikega pomena, no. Bom rekel, strah je, mene niti ni bilo, jaz sem služil vojsko in pač vedel sem, kaj lahko pride. Mlad sem bil res, ne, takrat sem bil star 28 let. Bilo je strah mojo ženo, ki mi je pehla uniformo, se je tresla roka likalnika, ker so me poklicali po noči, ker so pričakovali napad letal in so pač bilo javljeno, da ne bi iz Pule šlo letala. Takrat so mi rekli, koliko hitro lahko vzpostavimo vezo iz Tabora in normalno ti ni vseeno, če veš, da se bo to dogajalo, no, potem sreči ni bilo z tega, no, se je dobro izpeljalo skozi. Tako v osnovi je bilo par situacij takih, ki si mislil, kaj bo, če bo, odmisliš, ker veš, da je pač tvoja domovina.